Hvala lepa za prijazen uvod. Dober večer tudi v mojem imenu in hvala lepa za obisk in za zanimanje za literarno ozvezdje. Nocoj bomo obletavali planet gospa Ivana Djilas. Dober večer želim. Dober večer. Jaz se moram opravičiti za tale teatralni, ne vem, kako bi rekla, padanje not. Šla sem v napačno knjižnico. Ni vas bilo. Prišla sem 20 minut prej na srečo, tako da sem imela dovolj časa, da ugotovim, da če je tema, mogoče nisem na pravem kraju, se obrnem nazaj v avto in najdem napačno rampo. Potem, ko sem najdla napačno rampo, končno me našla. Končno so me našli in me navigirali sem. Vse se to ne bi zgodilo, če ne bi po telefonu govorila z mojim očetom, ki mi je nekje od Celovške v Ljubljani do napačne knjižnice razlagal, kako, a res moram vedno nekaj lapati in a sem lahko, prosim, se zadržim tokrat, in se mi je zdelo, kao da me en zafrkava in mi je ves čas, ker imamo težavo z učiteljem za telovadbo, ki ščipa fante in jih lopa po riti. In očitno se to nobenemu ne zdi sporno, razen meni, tudi mojemu očetu ne, ker mi je razlagal, kot sem vam povedala. In če me on ne bi nerviral, jaz bi vedela, sem v napačni knjižnici. Ampak kje si pa bila v Kranju? Ja. Aha, ok. Ja, ampak bom pol razmislila točno, kje sem bila. Ok, zdaj si tukaj, mi smo veseli, da si prišla, ker jaz imam 1500 vprašanj in sem prepričana, da gospe in gospodje... Dobro, da sem zdaj naspidirana, pa bom hitro odgovarjala. Bom ful hiter spraševala. Se pravi, Ivana Djilas je gospa v mnogo vlogah, je mama, je partnerka, je gledališka režiserka, je pisateljica, publicistka, ekonomska migrantka, ženska v moškem poklicu, tako same takšne na vrhu želja vseh, to si ti se zagrebla. Sanjska starše vseh. Ja. No, Ivana o vseh teh stvareh, tudi ta teatralen prihod, življenje dogodek na dogodek na dogodek. In to super opisuješ tudi v tej tvoji zadnji knjigi in o tem bova govorili. Ti si po odmevnem romanu Hiša napisala ta avtobiografski seznam esejističnih zgodb z naslovom A si lahko vsaj enkrat tiho, pa sem rekla, ok, zdaj ura 7 zvečer, ko bomo mi začeli, kaj ponavadi se tako religiozno gleda v dnevnik. Odkje je ta naslov bil? Da je to padalo kdaj med dnevnikom, a si lahko vsaj enkrat tih? Ne, to je moja mama. To je ponavadi izjemno me danes bil moj oče. Ampak ne. To je v enem od esejev, je zgodba, pokliče mene moja mama en dan, popolnoma vznemirjena in iz Beograda. Imamo domačo linijo samo za njo. Ker Telemach in neka srpska, ne vem, kjera B, nekaj čudo, tako da imajo brezplačni. In zdaj mi imamo telefonsko linijo samo za mojo mamo, si to predstavljate, ker noben drug ne kliče na te domači telefon več. In pa kliče, se prezvoni telefon, vemo, da je moja mama, dvignem slušalko in ona začela upiti name, če sem lahko enkrat tiho. In jaz sploh ne vem, zakaj se gre, in rečem, čakaj, stani počas. In ona pravi v istem švunku, da zdaj, ko se bo to vse razvedlo in kljub temu, da so to tvoji z akademije, lahko prosim si tiho, to ni več tvoja stvar, ti več ne živiš tukaj. Ti ja nemam pojma, kaj se dogaja. O čem ona sploh govori? Izkazalo se je, da se govori o zlorabi punc v gledališki šoli, ker je, evo, opet je z isto temo danes, zlorabi punc v gledališki šoli, ki je bila hujša od tega lopanja našega po riti, ki je bila tako leta in leta in bila ena od prvih teh, ki so ven skočile, potem so se dogajale tudi pri nas, te neke izpovedi in situacije. Ampak što si pa v tem, da to je neki medgeneracijski konflikt ali pa kulturološki konflikt, ki ga jaz imam s svojimi starši očitno. Oni mene probajo zaščititi, zato da ne delam vse po težji poti. Ampak ti rečeš ne. In istočasno so me pa vzgojili, da je pravičnost pomembna. In jaz ne vem zdaj, kako te dve informacije grejo skupaj. Tako da ja, to je v resnici moja mama, ampak bolj
mislim danes, ne samo. In kako je padla ta odločitev, da bo tak naslov, meni se zdel super, no? A je bilo še kje v ožjem izboru? Ali je takoj, ne? Ne, nekaj sem, ne vem več. Aha. Zdaj sem ga tako ponotranila, da se mi zdi, kot da je od vedno bil ta. Pa ni bil od vedno ta. Imeli smo neke ideje, ki niso bile Ker dovolj se mi zdi, da dobre, je to se pri mi zdi. pisanju knjig, se ne, da bi jaz s tem zelo veliko izkušenj imela, ampak nekaj malega pa smo se dostikrat zatikali pri tem, kaj v naslov dati. Ker kjer je 2, 3, 4, 5 besed zbrati, da bo pri tem, ko imamo danes vse manjšo pozornost, kaj je treba že takoj z naslovom pritegniti, takoj s sliko pritegniti, da bodo ljudje prišli, da jih bo zanimalo, da bodo mogoče vsaj knjigo vzeli iz, a veš, police pa. Ja, jaz sem bolj imela pri Hiši problem, ker Hiša je tak bled naslov. Tak nič posebenega. Pa sem vztrajala na tem, da ostane kratek, zvočen, neki pojem za nekaj, da ostane konkreten in abstrakten. Ne vem, pa tudi mogoče ima veze s tem, da je Hiša ena zaokrožena zgodba, ne predolga, taka nekako paše, da ima naslov Hiša pa konc. Tole je pa neka taka razplavana, ki se iz eseja v esej isti motivi ponavljajo v različnih kontekstih in se mi je zdelo, da je fino, da je nek tak stavek brez pike. Ali pa brez vprašaj, kaj malo odgovor, malo vprašaj, ne vem. Tam enkrat se mi zdi, oktobra, novembra sva bili v navezi, ko si mi poslala to knjigo in sem jo res na mah prebrala. Ena tistih knjig, Američani jim rečejo page turner, Štefančič, urednik, kolumnist nekdanjega Studia City, pa pisec v mladini je to zelo lepo pospremil to knjigo in bomo pač skušali iti malo skozi to, kaj si noter vključila, kako je z ženskami v moškem poklicu te stvari, ki jih pač pleteš skozi te zgodbe. A lahko nam za štart poveš recimo, kako si sestavila knjigo, ker tudi to, poleg naslova, pa kaj bomo pisali, je tudi kako sestaviti, da bo imelo rep in glavo. Ne? Kje začneš, kako se razvija in kje postaviš piko? V resnici mislim, da moram razložiti en korak prej, kako sem jaz sploh se znajdla v situaciji, da pišem. Bilo je obdobje, ko sta otroka bila zelo, zelo majhna. Imeli smo veliko težav zdravstvenih in raznih izzivov. Skoraj bi lahko rekla, smo bili malo v šoku enih par let. Smo tako hodili od dneva do dneva in jaz sem imela strašno potrebo, da imam kakšen popoldan zase in da se pogovarjam odrasle pogovore in sem opisala doktorat na pedagoški fakulteti. In to mi je pasalo, ker sem pobegala od doma in sem tam sedela in poslušala malo sociologije, pa psihologije, pa razne stvari. In so se, pa bilo mi je težko, ker mi je bilo novo in mi je to tako bil malo mentalni izziv. Ko je prišel, pa naredila izpite, vseh 2 leti odposlušala in ko je prišel čas, da pišem raziskavo, da delam in da napišem doktorat, sem dobila pa ogromno dela. Spet gledališkega in sem ugotovila, da to ne bo šlo. In pa sem ugotovila, pismo, jaz sem toliko stara, da to res ne bo šlo. Jaz bom delala zdaj raziskavo več let in bom to pisala več let in pa se bom ukvarjala z režijo in se nikoli ne bom mogla posvetiti. In na koncu sem pisala roman. Ker sem ugotovila, da tole je, to pa ne gre. Da ne moreš vsega v življenju. No in v tem nekem obdobju, ko sem bila precej zmedena, o tem mali otroci, zdravstvene in vse te, sem iz nekega tega napada, si lahko nisi tiho in si tiho, napisala tekst o zdravstvenem sistemu. To je eno tekstov, ki ga najdete v knjigi. To je bil moj prvi tekst. Klicam svojega prijatelja Dino Bavka, odvetnika, za katerega sem vedela, da piše za mladino in sem rekla, a ti misliš, da bi oni to pogledali? In je Dino rekel, daj bom jaz to poslal. In so tako oni objavili moj prvi tekst za mladino. In potem sem pisala še neke tekste in napisala ta tekst zgodbo o neuspehu, ki je bil osnova za roman Hiša, to zgodbo o prodaji hiše. In mi je Repovž ponudil, da pišem redno kolumno za mladino in sem se prestrašila iz naslednjega razloga.
Zdelo se mi je, da jaz v teh svojih tekstih prvo pišem predolge tekste, ker kolumne v Mladini, ne vem kako bi vam rekla, to je 9000 karakterjev do 10, to je tista kolumna, ki vidite v 2 stolpcih, pa tako ima ful lepo ilustracijo onega, kar je napisal, karikaturo gor in nima nobene fotografije in je taka malo kult osebnosti, ta fotografija in vse. In ta človek, ki zna to napisati v 9000 karakterjev, on zna napisati, v 9000 karakterjev lahko napišeš neko misel in jo razviješ in jo zaključiš. Moji teksti so tam nekje med 11 pa 16 in ne grejo na manj, ker jaz to ne znam. Ker jaz začnem eno zgodbo, pa začnem drugo zgodbo, pa je to ogromno enih informacij, pa se poglobim, pa grem raziskovati od Marije Terezije naprej, kako je to bilo s priseljevanjem in pol to ne gre v njih 9000 karakterjev. In ko si on meni rekel, da pišem redno, sem jaz videla svojo fotografijo, tisto kult osebnosti, ilustracijo in unih 9000 besed in sem se usrala in sem rekla, ne znam. No in sem pol pisala, in sem rekla, lahko jaz pišem tako občasno in s časom sem ugotovila, da jaz v resnici pišem tiste velike svoje teme, ki mene matrajo, na katere sem dala veliko sebe, kar pomeni tudi, da sem jih ogromno preučila, ne vem, o rasizmu, o priseljevanju, o demonstracijah policiji. In pol me je v resnici malo skrbelo, ko jaz napisala 10-15 teh svojih velikih tem, tam se konča, jaz nimam toliko materijala, to ni bilo toliko življenja, ni, to je to. In tako v resnici je ta knjiga to. Dopisala sem, kar je manjkalo, zelo sem razmišljala, kako jo sestavim. Ugotovila sem, da je to neka vrsta migrantske biografije, ki niti ne govori toliko o meni, mislim, moje so zgodbe, ki druge ne znam, ker pravi pisatelji bi znali boljši, jaz pa ne. In so malo zlorabljene, zato da se neki prerez te družbe v tranziciji, ker sem jaz živela, pa recimo, da vzamemo moje starše, o katerih vam govorim, se pravi, moji starši so, zdaj bojo 68, da imate približno občutek, se pravi, to je moj oče začel, ko mlad ekonomist je imel govore, ko študentski predstavnik študentov pod zastavo, črno-bele fotografije, tako da jaz si to predstavljam pod rdečo zastavo in Srpi Čekić. In doma smo imeli Marksa in Engelsa, pa Tito je zginil pol hitro, unerisane fotografije, ampak Marksa in Engelsa. In zdaj ta človek meni razlaga v premorih, ko mi ne razlaga o Đokoviću, mi nenehno razlaga o delnicah ali pa o bitcoinih. Ampak a si predstavljate, kak preskok je to v enem življenju? To je zanimivo. Kaj se nama na teh prostorih, kaj se nam je zgodilo in kako nas je spreminjalo? Jaz malo imam iluzijo, da je to tema. Ko govoriš o tem pisanju, sem se spomnila, da sva par let nazaj sodelovali pri prireditev Noč znanosti. Se spomniš, ko si režirala. No? In takrat sem jaz pač tisto prireditev vodila in sem mi povedala, Ivana Džilas režira in je to tako meni bilo, kar malo treme sem imela, orang sem se pripravila, sem nekaj Ivana Džilas režira, to bo zihar na ostro in vse. Pol si bila tako zelo topla oseba, zelo lepo si nas vodila skozi cel proces, ampak kakšna si pa pri pisanju? A si ordnung, da rečeš tako, mislim, da sem Murakamija brala enkrat pisati o tem, ker ne vem, ob 4-5 ostane, pa od 6 do 9 piše, pa pol je to, ne. Murakami teče maratone, Ja, žena njegova stoji tam in mu sendviče daje in mu to in je posvetila celo življenje njemu in kako naj zdaj jaz postanem Murakami, na kateri strani naj stojim. Skratka, ko imaš čas nekje, začneš, zdaj po feelingu, čist. Ne, jaz vedno rečem, jaz sebe identificiram, če me službeno vprašate, kot režiserko, zaradi tega, ker mislim, da vse te stvari tudi kreativne, kar jih mi delamo, so enim delom obrt. Ko me nekdo najame in me poplačal, da nekaj naredi, hoče imeti en izdelek na določen datum. In ko me najamejo, da bom jaz režirala, jaz tudi, če ne vem čisto točno, kako bom se lotila, pa kaj bo nastalo, nekaj malo že se mi sanja, včasih
spade to, včasih nekaj čez drugega, ampak imam toliko samozavesti, da vem, da bom to na nek način speljala. Ne moram reči, da bo fenomenalno, ampak recimo, da bo solidno in zapakirano, ajde, da tako rečem. Ja, sej, ker nekaj je romantike, nekaj je pa tisto Tako. delo. Ko pa dobim te neke ponudbe, ne, ni jih toliko, ampak ko dobim ponudbe za, in recimo, ko režiram, ko vse pridne punčke, ki delajo moški poklic, sem noro organizirana, ne jamram, ko mi dajo nemogoče pogoje, delam enkrat pol več, zato da se to poflika in se ne vidi in da so vsi z mano zadovoljni in probam v resnici biti mehka, ne žalim ljudi, ne kričim, ne zgubljam živce, ker si pol histerična baba in ješ kaj zgubljati živce. Probam preprečiti, ampak to je, ko se dela z veliko ljudi, od tod te prireditve, ker pol nimaš kaj več. Nemaš biti oster tam, mora biti prijetno, pa moraš vedeti, kaj hočeš, da se zgodi, pa to je to. Plus, da ne verjamem, itak, da ne verjamem v te avtoritarne lude umetnike, ki kričijo, žalijo in so Bogom dani za umetnost. Tudi, če bi verjela kot ženska, se lahko slikam s tako pozicijo. Tako da itak nimam kaj. Sad, ko pa pridem sama s sabo, se najdem, pa s tem pisanjem, tukaj se pa zgodi pa prvi proces je, da sama sebe prepričam, da se usedem pa da začnem. Pol je tako, ne vem čisto točno, kje bi potegnila sebe, da se zgodijo stvari. Pa se mi včasih stvari zgodijo, včasih se mi napišem nekaj, ki je tako srednjošolsko idiotskega, da ne morem verjeti in da ne boš, da pustim primer, pa ene teden ne pridem, da pogledam sploh, kaj tam je. Pa ne znam si pomagati. Ker jaz si že znam pomagati, ko se zataknem, vem, z katerega konca si probam, odle si pa pol ne znam pomagati. Pišem pa tako, da rečem sebi, daj piši, preskoči, boš to pol, piši, pa grem še enkrat, pa dopišem. Pol je pa zdaj tega, recimo 3-krat preveč, pa krajšam. Pol sem si navlekla, ker imam rada timsko delo, ker sem vseeno iz gledališča, imam pol recenzente. Lektorce prvo, ker se z jezikom kregam pol, kako pa kaj. Pa sem noro občutljiva, zato ker sem imela razne izkušnje od tega, ti ne znaš slovensk, pa mi lektor prepiše tekst. Pa pa si jaz domišljam, da je to ritem, pa da ima, ne vem, cesta, pika, sneg, noč, pika, pa dobim nazaj, popravljeno, z okraski. Lepa cesta v noči in pada sneg in vejca in nadaljevanje z naslednjim stavkom in jaz ne moram verjeti, kaj se v mojem tekstu zgodilo in kje je moj karakter. Kaj je osebnost zgodb, o katerih pišeš? Ne? Ker tudi v tej knjigi popisuješ, ne vem, tvoje odraščanje, tvoje prihajanje v Slovenijo, zelo osebna si. Koliko imaš razmisleka pa kle, do kje ti hočeš iti, do kje lahko greš, ker so vse eni karakteri, pa ene osebe noter, ki, ne vem, a pustiš, pa čakaš na reakcijo ali vprašaš? Ne, prvo itak, da v glavnem tekste pišemo stvari, ki so predelane. Drugo, zavedam se tega, da je osebna zgodba, ki je meni sicer zanimljiva, ni nujno, da je drugim zanimiva. Osebna zgodba postane zanimiva, razen staršem pa družini, šele takrat, ko govori o neki temi, ki je širša družbena. Šele takrat, ko se drugi ljudje v njej lahko prepoznajo in jim govorijo o nečem drugem. Tako da osebna zgodba je, kako bi rekla, bolj kot teaser, da ti slediš, pa da verjameš, pa da veš, da se to drugim dogaja. In jaz, to sem že, ko sem začela za Mladino pisati, sem se odločila, tako ko se odločam pri gledaliških predstavah, se vedno odločiš, katero temo pripoveduješ skozi neko zgodbo, ki je v drami. Sem se odločila, da bom konfrontirala posameznika in neke družbene sisteme ali pa fenomene. Ampak to nisem iz nič odkrila, to je klasičen antigonovski štos,
Antigona mora pokopati svojega brata, ker je pač njena družina in brat, in Kreont ne more dovoliti, ker je on napadal mesto, da bo pokopan v tem mestu in ga mora kaznovati njegovo truplo in se oni nikoli ne morejo zmeniti. In zdaj, ko to prevedete na moje male teme, ne, te velike, dobite zgodbo o zdravstvenem sistemu, ker mama mora poskrbeti za svojega otroka najboljše, kar se da in do konca. Zdravstveni sistem pa mora poskrbeti za čim več malih otrok, da dobijo čim bolj enakovredno obravnavo, kar pomeni, da slučajno zdaj v tem primeru moje otroke to zgodbo poznam, ne bo nikoli dobijo terapij, ki jih potrebuje. In to je, in zdaj jaz kot nekdo, ko se ima za občutljivega za družbo in za pravičnost v družbi in podpiram javni zdravstveni sistem in podpiram zdravstvo za vse in vem, da je to na nek način prav, kar se pa tiče pa mojega otroka, to pa popolnoma narobe. In je konflikt v resnici, zdaj bo rekla ful dober konflikt, ful je dober, tema je ta prava, stvar je pa precej grozljiva in potem vidim, da take stvari, ko jih ljudje berejo, do neke mere funkcionirajo na identifikaciji, ker mnogo ljudi se prepozna v teh raznih. No, ravno to omenjaš zdaj z govorjenjem, s pisanjem o družinskih melodramah, ti izpostavljaš tudi številne pereče družbene teme, gledaš, opazuješ, poskušaš najti smisle v tem. V knjigi med drugim pišeš in v teh družbenih angažmajih tudi v mladini, v knjigi pa zapišeš, da v času, zdaj te citiram, v času sprememb ne moreš biti apolitičen. Kaj to sploh pomeni, razen da prepuščaš odločanje močnejšemu? A smo zdaj v času sprememb spet? Ti si kar nekaj teh dala, imaš kar dober občutek, se mi zdi, da znaš zaznati duh časa. A smo zdaj klele, se je treba začeti postavljati na okope? Kje je Ivana? Zdaj mi je skoraj prvi impuls, da rečem ne, ampak ne znam pa čisto točno obrazložiti. Bolj se mi zdi, kao, da smo ta neki trenutek, se mi zdi, kot da živimo posledico. Kot da smo v fazi soočanja z realnostjo. Kao da nismo hoteli videti, da kao da nismo hoteli na glas reči, zdravstveni sistem ne dela, ker mogoče, če rečemo na glas, pa če to kdo sliši, res ne bo delo in se bo ustavil. In da dokler guramo in govorimo si med sabo, pa se to ne dela, on še kar dela in noben je rekel, car je gol in še kar. In zdaj se mi zdi, da smo bolj kot ne, mislim, da smo zdaj v fazi, ne vem, soočanja z resničnostjo, pa analizo realnosti, pa da moramo sprijeti to. Istočasno dogaja se pa ena stvar, ko sem jaz odhajala iz Srbije, Srbija je imela, sodelovala, hotela sem reči pasivno, pa nič o tem ni pasivno. Ni odprto sodelovala v vojnah, ni imela vojno na svojem terenu, razen tistega našega bombardiranja slavnega, ampak je sodelovala v vseh teh konfliktih. Mislim, ljudje so hodili, tovarnjaki so pobirali moške po cestah, mislim, živeli smo duh vojne, povsod drugod so živeli pa padec Berlinskega zidu. In iz Srbije si imel fiks idejo samo, da moraš iti, zaradi tega, ker tam ni bilo dobro, če si kamorkoli drugod si pomislijo, da bi šel, si se že rešijo na nek način. Zdaj ta trenutek, ki ga mi živimo, je drugačen od tega, zaradi tega, ker jaz ne vem, kam, mislim, zagreva se planet povsod, vsi se nekako zapirajo v svoje in branijo, imamo to neko rob te neke strašne vojne,
Jaz zdaj režiram predstavo Tomasa Mana v Trstu, ki govori o 20 letih v Italiji, kako se nestrpnost bilda in kako se ne bo, pa pol se zgodi ali pa ne. V nekih trenutkih se zgodi, v nekih trenutkih pa gre mimo. Ta nek trenutek, ki ga živimo zdaj in težko rečem lepo, ker ne vidim vzvodov, da bo se čudežno razrešilo. No, tebe ni strah, ali pa nimaš nobenih zadržkov stvari povedati, ali pa na glas reči cesar je gol, cesar je enak, kadar se ti zdi, da tako je, da je treba to tudi na glas povedati, ne? Kar je... Imam. Ne, toliko pogumna pa nisem. Ali pa neumna, ali pa nora. Mislim, ker... Mislim, ne, se nisem hotela reči, da kar ni treskaš. moja bitka, da jaz čisto vsakmu rečem, ne vem, ne znaš voditi države, ne znaš peljati gledališča, ne znaš luč postaviti na odru ali pa slabo fotografijo si naredil za časopis. Mislim, se ne moreš tudi biti tako netakten, niti se imeti za razsodnika, mislim, kdo pa sem jaz. Jaz neke stvari poznam zares dobro in o njih imam pravico, da imam mnenje. V nekih stvarih imam mnenje, za katero imam pravico, da imam v kuhinji svoje mnenje. Ker jih ne poznam dovolj, da bi jaz to zdaj niti... Imam pa drug problem, če me pa kdo direkt vpraša, pa imam problem. Zakaj? Pa imam problem, ampak ta problem se rešuje zelo enostavno. Ne greš nikamor. Se kar malo zapreš in rečeš, jo je to zdaj prekomplicirano. Ali pa se konča predstava in si ta tretji, ki pobegne iz gledališča. In pa nimaš ta problem, da zdaj moraš se soočati s tem, ker lagati je pa tudi težko. Se nisem mislila reči, da pač govoriš brez, da nimaš tega neke ovire postavljene, ki je spodobnost, ki je verjeti, kje je komu mesto, ampak da o vsem pa vsi vendarle ne vemo vsega. Ne? Ampak vsem, a ti je kdo kdaj... Mislim, vsi znajo voziti fuzbal tim. Ok, to je res, pa v Ameriki se spoznamo, pa na medije, pa COVID smo tudi zelo... Tudi režirati zna veliko ljudi, pa vsi vejo, da ne znajo šivati, pa vsi vejo, da ne znajo odpeti visok C, pa vsi vejo, da violino ne znajo igrati. To je ful zanimivo. Vsi pišejo knjige, vsi pišemo knjige in mislimo, da to znam. A ti je kdo kdaj rekel, da si jezikava? A je za žensko, če ima stališča, ki so ti rekli? Jezikava je nežno in simpatija, mi bolj tako... Kaj rečejo? Da sem annoying, da sem neprijetna, da... A res? Valjda. Ali pa še boljš, nič mi ne reče, sem ne marajo me. Pa se ne pogovarjajo pol več z mano. Ne, to zdaj pretiravaš. Ne, sploh ne. Ne, rečejo, da si ne njo klica, da režira, ona je težka. Težka, rečejo. To je verjeten, ti si res ženska v moškem poklicu. Nimam izkušnje, kako je v teatru, kako je v gledališču, sem pa nekaj lun nazaj vodila športno oddajo. In to je tudi eno od tistih, ki so moška področja. V zelo fajn ekipi sem delala, ampak veš, da nisi v narekovaju domačem terenu, čeprav je bil šport meni in mi še vedno je zelo blizu. In ti si študirana v tej dejavnosti, ti to delaš, ne? Ampak a še vsem je, ker si ženska, ki to delaš, nisi iste kategorije, ne glede na to, če boš vse prav naredila. Velikokrat se sprašujem, pa zdaj, mislim, to je zdaj več kot 70 predstav. Pa to je zdaj že veliko let. Pa vrtimo se v krogu, pa to smo precej eno te isti ljudje. Ker mislim, Slovenija pa gledališče, to je majhno. In se mi zgodi, da sedim na sestanku in se sprašujem, a bi to isto rekel in naredil, če jaz ne bi bila ženska. A ve, kakemu moškemu se upal na ta način in pol, ker seveda ali zahtevati, ali dati take pogoje. Enkrat se mi je zgodilo, totalno ljubkovalno so mi povedali v drami, kako me ima ravnatelj ful rad, en od
ravnateljev, kako me ima ful rad, da rekel je, ma vse v redu, ona bo vse to naredila, nima veze, tam so bili neki urniki, nemogoče ni bilo igralcev, ni bilo odra, ni bilo, mislim, sej to ni nič novega, ampak bilo je tako, da nisi vedel, kam naj se obrneš, da boš naredil. Če bi to bil kdo drug, mu ne bi dal take pogoje, ampak Ivana to zmore. To je bil kompliment. Mislim, to je hotelo biti kompliment. A si se zaradi tega sekiraš, ali si se, na kateri točki si se mogoče nehala, ali pa kaj delaš, da te to ne prizadene, ali pa a se boriš, ko praviš, da imaš imič, ne vem, težke režiserke ali težke ženske ali kakorkoli, a te to sploh briga, ali greš mimo tega, ker veš, da drugače ne more jaz v biti? resnici bolj kot, zdi se mi, da je dolgo časa bolj bil imič ta, jaz zmorem, jaz ne delam probleme, jaz v nemogočih pogojih naredim jaz to. In zdaj, če se uprem iz tega, pol sem težka. In pol me, prizadene me na točki, ko mi jemlje blazno veliko energije, ali pa ko ne morem dobiti nekaj, kar je dobro za predstavo, ali pa ko me pokličejo na Beneško bienale, pa je predstava že odpisana, ker ne bomo igrali več, ampak je vabljena na Beneško bienale, ampak joj, to bo zdaj stalo, da bomo te kostume pa sceno, več nijamo celo, to bo treba investirati spet, sej ne bomo in ne gremo na Beneško bienale. In se pa sprašujem, koliko je takih priložnosti in če bi to bil neki moški kolega in bi rekel, vabljeni smo na Beneško bienale, a bi se isto to zgodilo, da scena je razrezana, onih 10 desk ne bomo nazaj več sestavili. In pa se včasih sprašujem, koliko težo pot preideš, seveda pa začneš dvomiti vase in se začneš spraševati, mogoče jaz res nisem tako dobra, mogoče ni stvar v priložnostih, mogoče preprosto, ker to je zdaj problem, to ni matematika, da je egzaktno, kaj pa če jaz nisem res toliko dobra in je v resnici to moj domet. In tam nekje pol, če zares ne veš, kje si in tam nekje boli. Tam nekje malo tako boli, da dobim Borštnikovo nagrado, dobim obrazložitev Borštnikove nagrade za predstavo v Mali drami. Zelo se presenetim, ker neke moje večje predstave, ki sem jih jaz imela, ne bolj rada, saj to sem imela ful rada predstavo, ampak je bila nekako bolj taka predstava, da je bila že napisana, neka dobro nemška drama, ki je bila že dobre vloge, ni bila toliko nekega tega režiserskega zdaj, da mu nekaj, ampak je bilo tako dobro decent režiranje. Dobim jaz Borštnikovo nagrado in v obrazložitvi piše nagrada za nevidno režijo. Čakaj. No, na malo daljše, ampak Koliko, moja edina velika nagrada je za nevidno režijo. tako kot rečejo v športu, da je bil sodnik dober, če se ga ni opazilo. A me razumete? Jaz zdaj, ko grem domov in ko sem dobre volje, se pol režim temu, da sem dobila nagrado za Borštnikovo režijo, ko pa me napade to dvom v vase, pa kriza, pa ne vem, pa vidim, da se ponavljam, pa nimam domišljije, pa ne vem, karkoli, kar me napade, me ta ista nevidna režija in isto to na en čist drugi način stisne. Saj noben je od kamena, da bi, pa jaz ne verjamem, da kdo je toliko samozavesen, da ga... Prej sem rekla, da zelo osebno o stvarih pišeš, koliko jih doživljaš, družinsko življenje, in meni osebno je bil, to sva se že pogovarjali za podcast Med in čaj, eden res močnih prizor, ko pišeš v slačilnici. Ali lahko na kratko orišeš to reakcija očeta? Prosim, daj malo opiš tisto podpoglavje. To je ena taka, moj otrok je posvojen iz Afrike, moj starejši otrok je posvojen iz Afrike. In to, o čem mi tako govori, je ena situacija, v kateri smo bili v Tivoliju na bazenu in smo šli ven z bazena in sem jaz imela Rubna
gor sem ga dala na punt, da bo sušim lase in je prišla mimo punčka, star je bil 3 ali nekaj takega, 4, 3, nekaj, ki ne govori sam že še veliko in moraš ga zagovarjati. In je prišel oče s punčko in je punčka rekla, malo starejša od njega, tako prstom pokazala na njega, rekla, oči, kaj je to? In tako so mi se noge odrezale, ker sem si mislila, ok, daj da vidim, kaj bo zdaj ta rekel in kaj bom jaz pol naredila in kako bom jaz zdaj to a jaz bom mogla zdaj to razlagati in z njim razpravljati, ali bom mogla se narediti, da to ni in se pravi, da bi mogel Ruben vsem biti malo starejši, da vsem malo razumel to situacijo. Mogoče bi malo starejši. No, skratka, taka situacija je bila, da kako zdaj iz tega in je oče rekel, ampak tako je rekel najbolj a fante, ka ne vidiš. In se je meni zdelo, hvala ti. Sploh ne znam povedati, ta pauza in ta njegov odgovor in ta relief. Ker to je bilo najbolj prav v celi vesoljni situaciji, kar je on naredil. Vse drugo, vse, kar bi ne razpravljati, vse bi bilo narobe. Genialno. Jaz oboževala sem ga, v trenutek se mi zdelo, hvala Bogu. Še je upanja. Ne še je upanja, ampak ena bitka manj. En človek, ki je tam, ki mora biti in vse je v redu, svet je ok. Veliko govoriš o bitkah. Imam občutek tako, tudi skozi knjigo, da je veliko tega. Prideš kaj utrujena. To je osebnostna motnja, da se razumem. Kaj, da si rada skozi, da si malo ksena, da hočeš se skozi boriti? Ja. Pa da doživljaš življenje, še to, pa še moj mož skozi govori, da skozi govorim, da jaz skozi govorim samo še to. Ok, to že, evo, imamo naslov za naslednjo knjigo. Ja, mogoče da je bilo celo v igri. Samo še to. Kako se doma menta? Ne, ampak ta moja srbska vzgoja včasih a veste to, prišli smo do dna. Ta fraza, prišli smo do dna, to je nekaj hilarious. Mislim, da to dno, največji fenomen tega dna je, da ko prideš do enega dna, se odpre drugo in ko prideš do tega drugega, tretje in fenomen tega prišli smo do dna je, da se ti sanja kako daleč to gre in kako hitro to gre dalje. In jaz sem postala to, kar sem, se pravi, oformila sem se kot oseba, zato se zdaj osebnostna motnja, ob vseh teh prišli smo do dna. In pol tega dna, mislim, ni bilo in ni bilo. In tam se je res zgodil neki kvar. Jaz sem nezaupljiva, vse moram sama. Za vse sem sama, je tudi ena priljubljena pismo, v Sloveniji. Ampak osebnostna motnja. To izhaja iz težka na zaupanju, težka na novih stvareh. Kar je verjetno razumljivo, Ivana, tvoja zgodba življenjska, mislim, tisto, kar si mogla čez dati, delček v hiši, veliko v tvojih esejih, ki jih si objavljala v Mladini in veliko tega v tej knjigi, ne? Pa se niti še nisva dotaknili tega v nebo pijočega, ki vprašanje dobiš vedno in povsod džilas. Ne bom te vprašala tega, tako da ne si misliti. Zato sem napisala, pozabila sem koliko strani, da enkrat to razčistimo. Zato boste mogli knjigo si sposoditi, jo kupiti za to razlago, ker Ivana... Tekstu se reče zgodovinsko nepomembni džilasi. Tako da mislim, da vam to odgovori na vprašanje. Že, takoj. Koliko je pa bilo materijala, ki si prej razlagala, da ne znaš na kratko pisati, oziroma da hiter se nabere, pa ni samo 9000 znakov, ampak je lahko 15-16 tisoč. Najprej, a hiter pišeš? Ko se lotaš, da rečeš kolumna? Različno. Neki deli, mislim, vse skupaj pišem noro počasno. In rabim veliko časa. To je ena stvar od teh, zakaj jaz ne morem biti kolumnist in pisatelj za Mladino, zaradi tega, ker ne bi preživeli.
Ker če jaz zapravim za en ta tekst, za katerega dobim 200 evrov, recimo s fotografijo skupaj, jaz zapravim 7-10 dni, ker jaz to meljem, nabiram, vlečem zvezek s sabo, zapisujem v zvezek še zmerom, pol to prepisujem, pol imam dele, pol jih vrtim okoli, pol raziskujem, pol pa preverjam, a je Milošević unga ubol, a ga ni ubol, a smo to dokazali, nismo dokazali. Pol se razpravljam z mojim očetom, a je to bilo dokazano, da je onega Stamboliča on ubil ali ni bilo dokazano. Pa kdo je pričal, pa kdo ni pričal, pa greš še 3 dni na to. Pa. Koliko je bilo tega ekstra materijala, ki ste ga mogli črtati? Ker koliko je, 250 strani, nekaj takšnega, 280 je knjiga, ne? Koliko je bilo črtanja? V narekovaju odveč materijala, ne vem, ne odveč, ampak da ni našlo. Ana Ugrinović, ki je bila drugič že moja urednica, je po izobrazbi dramaturginja, kar je zanimivo. In ona me je spodbudila, da pišem. Ona me je iz Cankarjeve založbe poklicala, takrat je bila glavna urednica Cankarjeve založbe, in me je poklicala, če bi napisala en velik esej. Oni imajo eno edicijo nekih esejev in pa povabil, in pa sem rekla, ne bi, ampak jaz bi roman. Jaz bi pisala neko večjo formo, sam ne obljubim, da jaz to znam, a se mi lahko vidimo čez nekaj mesecev, ko jaz to poskušam. Meni se zdi že to, da si upaš, da razmišljaš to, že se mi zdi noro dober, noro pogumno. Da vidiš pri vsej tej zasedenosti, pa ko praviš, da ti ne gre pisanje hiter, ker veliko razmišljaš, pa veliko raziskuješ, da jaz bom pa roman. Ne govorimo. Ja, no, in pa rečeš, jaz bom mogoče roman napisala. Meni se to zdi tako super. Po mojem to malo iz tega režijskega pride. Aha. Ker je ta projekt, pa je še ta projekt, pa je bolj, da ga daš na koledar, kdaj zdaj to počnemo, pa pol moraš se malo zaletavosti moraš imeti, malo se zaletiš, pa pol si rečem včasih, zdaj, ko sem že tle, zdaj treba končati, kaj čem zdaj, pa nikoli več ne bom tega naredila, pozabim že in gremo spet v nekaj. Malo je tega, da me je rata stvari malo dolg čas. Da moraš hiter menjati, hiter neke druge stvari. To. Moj otrok zdaj ima ADHD, mislim ne zdaj, ima ga od vedno in vemo, ne afriški otrok, ta drugi otrok. Okay, ADHD je ima motnje pozornosti in ja. hiperaktiven je. In sem jaz polet si zlaudala audio knjigo nekih 2 psihiatrov, ki so preučevali 30 let, tako ta pravo psihiatrično knjigo o tem, ne zdaj te popularna znanost, da bom jaz zdaj to končno preučila, kaj to je, in pa si zdaj predstavljate, mi smo na morju, oni tam plavajo na nekih, v njih kolja ima pol telesa, lažjo obliko paralize, ampak vendarle plava, ne pa ima jopič, pa skače tam, pa se tunka, in jaz zdaj stojim do tlele v vodi in takole gledam, da bom skočila, če se on začne ali pa zgine nekam. In poslušam na slušalkah unga audiobook ADHD preučujem in bolj sem preučevala v ADHD, bolj sem ugotavljala, pismo, se je kolja, ampak to sem pa jaz. Čakaj, kaj je že rekel, skozi ti dolg čas otroku? Aha, pa struktura ne gre, pa to me nekaj spominja na nekoga. Čakaj, sem reče, struktura ti ne gre. Se spomnim, ko si nam zaupala pa to, da doma imaš eno veliko tablo za tedenski urnik, v kjer ga pa napišeš ponedeljek, torek, sreda, ure, kdaj ima kdo obveznosti, kdo je za, ne vem, zadolžen. Imam bolj zvezek, v kjer pišem barvice, podvlačim v različnih barvicah, piši, briši, svinčnike, radirke, najljubši svoj zvezek, najljubši svoj, a se to komu zdi normalno? No, ADHD ljudje imajo težave in pol imajo, v resnici je to, pravijo, da to ni pomankanje koncentracije, to je inkontinuiteta v koncentraciji, se pravi, imaš hiperkoncentracijo in pol imaš trnof in ne veš, kje si. Jaz imam teorijo, seveda sem ne diagnosticirala, se razumemo, jaz se to malo zezam na svoj račun, pa malo se pravim približati svojemu otroku, da mu je lažje v življenju in se zezam, kako je to, da sem jaz tako dobro prilagojena s tem svojim, da me več ne more niti diagnosticirati. Ker če mi dajo test delati, se jaz super skoncentriram, naredim test BP. To, da me ne morejo testirati za motnje pozornosti, ker ovladam. No, ker smo pri teh koledarjih in strukturiranju življenja, pa ker smo še čist frišni, ok, 1. februar, a si Ivana
Gilas naredi plan za celo leto. Novoletne zaobljube, cilji, Ne, to novoletne bom obljube letos. ne, ampak definiraj plan, dajmo definiraj plan. Letos bom pa naredila to, ne vem, 16 predstav, več bom brala knjige. Ne, predstave pa pisanje, pa knjige, pa urnike, pa termine imam do 26 leta. 26. Oprostite. Ja. Finance, ker smo mi freelancerji, to vas bo noro zabavalo. Malo tega je po mojem v hiši, ampak nisem upala napisati vsega, ker bi mi urednica zbrisala ven, ker bi rekla, da to ni zgodba o psihiatriji, ampak je zgodba o nečem drugem. Imam pa tako narejeno, da sem sama sprogramirala Excel. In Excel zgleda tako, celo leto, grejo meseci, celo leto, in pol gre januar, vsi prihodki, ki jih pričakujem svoji in Boštjanovi, na tej strani grejo vsi odhodki, posebej je del za si računi, pol malo ugibam, ker ne moram vedeti zdaj, koliko bo podražil plin, pa malo ugibam, malo se bo podražilo, pa dajmo to reči, da bo to tok. Pol imam v tretji koloni, ta četrti se reče, koliko stanejo otroci in so vsi stroški, ki so vezani za otroke. In pa se to tako vse sešteva in pol lahko tako pogledaš, december se trenutno konča na minus 22.000 evrov. To je današnje stanje. A je tudi razdelek, ta je ponavadi najdražji, ostalo? A ne, to imam tako. Tako imam. Hrana, stroški, posebej imam benzin parkiranja, ker to je le vožnje, recimo zdaj grem v Trste benzin, to bo strošek, to je treba predvideti. Pa imam nepredvideno. Nepredvideno so recimo bile januarja smučarske hlače, ki nobenemu več niso bile prav. Jaz ne vem, zakaj se to zgodi in kako si upajo. Mislim, kako morajo rasti? Ne razumem. In to za ona 4 dni snega, no. Ja. In pa smo imeli za ona 4 dni snega samo trenerko in se je Kolja valjal in je prišel nazaj in je bil valjda zmrznjen do konca. In pa sem jaz najdla najcenejše možne hlače, ki se jih je dalo najdeti za preostala 3 dni, ampak dokler je on dobil hlače, snega več ni bilo. Da pogledam, kje smo, smo pa počasi še že proti koncu. Gotovo imate tudi... Zato, ker same neumnosti razlagam. Ne morate boš zdaj konec hitro. To je tako, da bi meni rekla, to je zato, ker sem sama neumno vprašanje spraševala. Ne, tako je, kar mora biti. Ima kdo od vas vprašanje za gospo Ivano Gilas? Zdaj je priložnost, karkoli na knjigo, karkoli o tem. A je kdo mogoče knjigo že prebral? Koliko vam zavidam. Koliko super. A smem jaz nekaj povedati? Izvoli. Zvoni telefon, 9:30 zjutraj danes. Aco Šunjić. Aco Šunjić je bivši direktor Lutkovnega gledališča in gospod migrant tudi z Hrvaške, celo življenje v Ljubljani. Kliče Aco Šunjić, ki ima let, rekla bi, ko moj oče bi jaz rekla, pa malo ga voham, pa isti ta senzibilitet, malo tega balkanskega, malo mačo, malo džentlmena. Vi to snemate, on bo to videl. To ni dobra ideja, ok. Aco Šunjić kliče in reče, in nič ne reče v resnici, ker samo neki šumi in jaz zdaj mislim, da on mene kliče iz žepa, da se neki zafrkno, pa me kliče. In pa vendar se javi Aco Šunjić na telefon in reče, ne bom se s tabo pogovarjal, preveč sem utrujen. Ok, se ti mene klico, pardon. Do 2 ponoči sem te bral in zdaj sem utrujen in se ne morem pogovarjati, ampak sem te klical, da ti to povem. Prav? V redu. Sred novembra ste začeli, ne? Je knjiga izšla. Kakšni so zaenkrat, ste zadovoljni? Ne vem, ker ne upam vprašati. Aha. Pa tudi imam tudi nekaj s to knjigo, ko je hiša izšla, je meni vse bilo novo. Novo mi je recimo bilo to, da v gledališču je premiera, pred premiero pridejo na ono tiskovko, na 2 novinarja te vprašajo, da jim rečeš ono kratko izjavo, ki moraš obnovo narediti v pol minute, pa 2 minute. In pol kritike skoraj, da se več ne pišejo in jaz stika s publiko pol več nimam.
in pa se to odigra za abonente in pol neka stvar živi še malo dlje časa, ampak v glavnem to je taka ena efemerna igra. In pol izide knjiga Hiša in se to nič se ne zgodi. In pol nekaj časa, jaz tam neki intervjuji pa nekaj in pol se šele začel. In pa se mi v enem trenutku zdelo, pa dobro, kdaj je zdaj že premiera in končamo s tem projektom dosta više. No, tako da za to knjigo imam pa drugačen intimno jaz občutek, ker imam občutek, da je ona nek zaključek enega obdobja. En tak rahlo rezime, manj je teh pogovorov pa intervjujev tokrat, ker vendarle so to eseji, je manj atraktivno, ko na drug način so pogovori. Ne pogovarjam se toliko o knjige, pogovarjam se o traparijah svojih osebnih, se vidite. Včasih se mi tako zdi, zdaj pa še to opravim in niti enkrat več ne povem niti eno od teh zgodb, ki sem dosadila in Bogu in ljudima in ne morem več. In lahko zdaj nekaj novega počasi. Ja, Tako malo res imam drugačen. Zdaj, če prve ne pozabiš nikoli, kaj je pol druga? Sem se dobro zmuznila, ker če bi pisala drugi roman, bi vsi to primerjali in pa bi se silno s tem ukvarjali in kaj je bilo boljše, bolj brano in bolj atraktivno. Tako sem se zdaj malo sem naredila. Še vedno te pa ni, zdaj počasi zaključujemo, je mogoče gre kakšen se kdo pogumil za vprašanje? Ne? Lahko grem bolj tam v temu, ko me vprašate. Saj bova še nekaj časa tukaj. Brez mikrofona pa brez one kamere. No, še to mi povej, kaj o tem... Ne vem, se ne spomnim, kaj pišeš o tem, ali mogoče omeniš, ampak si pa ena redkih danes, ki ne gre na družbeno omrežje. Zakaj? Ker ni časa, ali za te bitke se ti ne da? Se ne, da bi te zelo spodbujala, ker se mi zdi, da smo zdaj v času, ko je manj. Ja, ampak podcaste pa poslušam. Ampak jih ciljno poslušam. Tako... Poiščem jih, pa jih najdem, pa tega, ki sem ga našla, poslušam. Mislim, hočem reči, nekaj mi je všeč od teh... Ne boš pa šla na Facebook, ne boš šla na... Ampak takole treba reči. Jaz sem hodila v neko precej čudaško srednjo šolo, ki je bila eksperimentalna šola za matematiko, programiranje, te neke naravoslovne stvari. Bila je, ne vem, če je v ex-Jugoslaviji, ste bile dve, se mi zdi, ste bile v Beogradu, ena je bila jezikovna, ena je bila matematična. In imele so poseben program, imele so sistem tak, da nisi imel zaposlene učitelje, ampak si imel honorarce z fakultet, ki so prišli, pa so recimo, ne vem, načrtno geometrijo predavali 2 razredom. In je precej tak drugačen občutek bil. Meni je bilo težko, jaz sem bila najgore džak, ker sem zelo hitro ugotovila, da jaz bi mogoče pa gledališče, pa skratka, ampak mi je sačuvala zdravo pamet, ker je to bila nek tak odnos, je bil fin. Pri tej šoli ni bilo enk, ampak tako, če si dobil 3, te je bilo že tako sram, da si mislil, da boš odcrknil od groze. Pa vsi so šli na olimpijado, jaz pa nisem šla na olimpijado, jaz sem šla pa na tekmovanje, ker sem zdaj vam bom povedala zgodbo iz knjige. Pa k direktorju sem mogla iti na zagovor, zato ker cel razred delal gledališko predstavo na BBC, da bi se pripravljali na ne vem kaj so bi se mogli pripravljati. Pa kaj sem mu rekla, da smo zmagali, pa da smo v nekem državnem tekmovanju, pa on mi je dovolil, da še to končamo, pa konec. Ful je imel rade nagrade. No, skratka. In sem jaz razstavljala in sestavljala računalnik, ker meni to ni tuje. Jaz sem se učila programirati. Jaz nisem nekdo, kdo se boji tehnologije. Mislim, naredila si Excel, oprosti, to je big. V barvah, v različnih barvah. Da mi je bolj zabava, če se že s financami moram ukvarjati. Što si je v tem, da to so kradljivci časa. In jaz ne vem, če se jaz zmožna kontrolirati. In tudi nisem ziher, da potrebujem vso to količino informacij, ki je tam. A res potrebujem, da vem za vsako, mislim... Sam tvoji tamali pa so gor, veš, ziher. Niso, zaradi tega, ker zaenkrat imajo telefon pri meni v predalu in ga dobijajo, kar se zmenimo, pa kakor se zmenimo. In dokler, jaz sem recimo skrivala, da obstajajo risanke na televiziji. Moja otroka sta mislila, ampak ne, da jim nisem dala risanke. Moja otroka sta mislila, da so risanke samo na DVD-jih. Zaradi tega, ker pa je to bilo, da smo se zmenili, ko gledamo, pa smo gledali, pa je bila risanka, pa smo šli v knjižnico, pa smo vzeli v knjižnici
DVD, pa smo gledali turizem, pa smo imeli kino večere. Pa celo projektor, pa projekcijsko platno imam. Tak mali, nič fancy, en mali projektor imam. In mi smo imeli kino večere in se mi je to uspelo vse, dokler niso bili enkrat pri mojem očetu dlje časa. Ko so bili že malo večji, pa so pogruntali, da obstajajo one televizijski, ki nimajo konca risanke. Ja, 24/7. Ja, ampak tako nekako se mi zdi, pa ne da se mi zdi, da se oni bojo živeli življenje s vsem tem. Ampak tako se mi je malo zdelo, če malo to malo odmikamo še, Da ne bo sej bo škode. še vse to, da mogoče, mi recimo še zmerom, kaj smo že v knjižnici, mi recimo še zmerom beremo knjige na glas pred spanjem. In oni so veliki, in oni že berejo, oni berejo že v angleščini, oni berejo že mange, oni berejo že, Bog ve, kaj jaz ne vem, kaj berejo. Ampak jaz probam, malo mi že peša, volja, pa malo me pol zvečer ni, pa malo oni prešmuglajo, ampak sem gledala rezime knjig, ki smo jih skupaj prebrali. Igramo se recimo bralnega vlaka, ne vem, če poznate ta projekt. Ima zelo Sodobnost, hvala. Imajo projekt Bralni vlak, ki bere en starš pa en otrok. In pol vagone prijavljaš, kaj si prebral, celo leto bere in ti prijavljaš vagone. In v vsaki vagon je en odrasel pa en otrok. Kaj je prebral odrasli, pa kaj je prebral otrok. Pa sem jim pisala, v katero kategorijo gre, če smo Hobite prebrali na glas? Kako se zdaj to šteje? Mislim, jaz sem kar precej časa brala v Hobite. Ja, sem kar debela knjiga. Ja. Take neke štose probam ohranjati, dokler se bo dalo. Valjda, da enkrat to je konc. Ampak ima malo iluzijo, da mogoče jim bo se povezalo branje z nekim momentom, tem, ne vem, bliskosti. Pa se menimo, strašne imamo debate, kje bomo brali. A danes beremo na kavču, ali beremo v veliki posteli, ali greste vsako svojo posteljo, pa jaz ko čepim na nekih foteljčkih, blazinah od spredi, pa beremo. Pa take imamo pol še zmerom. Enač, mi dve bova postavili počasi piko temu pogovoru. Dej samo preden jo zares postaviva eno tako čist prodajniško, marketinško vprašanje. 2016 si izdala hišo, ne? 2022 a si lahko vsaj enkrat tiho. Zakaj naj preberejo to knjigo? Kaj jim bo knjiga dala? Ne vem, Aco Šuniče plašete, kaj mene sprašujete take stvari? Samo to je bilo dovolj. Hvala lepa, Ivana Džilas, da si bila gostja. Res je res fajn branje, tako da vam priporočam, ali si jo sposodste, pri gospodu pa mogoče lahko privoščite kakšen izvod. Vprašanj ni, hvala lepa za vaš čas, pa naslednja priložnost bo, kot vidim, program je nabit, bo že zelo kmalu. Ivana, najlepša hvala. Hvala tebi. Hvala.